Pozdravljeni, dragi otroci, dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. Tokrat bomo prisluhnili novejši različici vedno znova aktualne pravljice s cesarjem v glavni vlogi, ki pa raje kot za svoje podanike skrbel za svoj videz. Pravljico poklanjam Alešu, ki je prisluhnil prav vsake pravljice v mojem knjižnem kotičku. Najlepša hvala, Aleš. Sedaj pa predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo pravljici z naslovom Cesarjeva nova oblačila. Nekoč je živel nad vse nečimoren cesar, ki je porabil ogromno časa in javnega denarja za svoj videz in oblačila. Pravzaprav je bolj slovel po dragih oblačilih kot po svoji modrosti. Jaz sem najelegantnejši cesar na svetu, se je vedno znova šopiril kot pav. In ko ga je kdo prosil za sprejem, je bil odgovor njegovih svetovalcev vedno enak. Oprostite, zaposlen je kot čebela svojo garderobo. Nekega dne pa sta v mesto prispela dva prevaranta, ki sta se ustavila pred palačo in začela oznanjati. Za cesarja šivava oblačila iz čarobnih tkanin. Čarobnih tkanin? Je bil presenečen cesar. Ali je mogoče, da me o tem ni nihče obvestil? Ukazal je, naj krojače nemudoma pripeljejo v palačo. Tako je, vaše veličanstvo. Samo midva sva sposobna sešiti oblačilo iz tkanine, ki je neumni ne morejo videti. Cesar je bil navdušen, zato jima je takoj naročil, naj mu sešijeta obleko. Dal jima je tudi denar za blago. Prevaranta, zvita kot lisjaka, pa sta si mislila, ugriznil je v vabo. Ubila bova dve muhi na mah. Obogatela bova in se zabavala na račun neumnega starega pavijana. Medtem ko sta se pretvarjala, da trdo delata, je cesar postajal vse bolj nepotrpežljiv. Kako ima gre? Je kot radovedna mačka spraševal svoje podanike. V delavnico je poslal ministra, ki mu je najbolj zaupal. Pameten je kot lisjak, zagotovo mu bo uspelo videti blago, ki ga tketa. Toda vse, kar je minister lahko videl, ko je stopil v delavnico, so bile prazne statve. Kako je to mogoče? Nikoli si nisem mislil, da ima morlovske oči, ampak niti približno pa si nisem mislil, da bi bil neumen kot osel, si je mislil. Ne boste ničesar rekli, gospod? Sta ga vprašala prevaranta. O, kako čudovite barve in vezenine, je zajecljal minister. To je tako, kot bi streljal ribe v sodu. Sta se smejale prevaranta, ko je odšel. Kmalu zatem sta nepridiprava zahtevala še več denarja. Svile in vrečo, napolnjeno z zlatimi nitmi, da bi lahko nadaljevala s tkanjem dragocenega oblačila. Pretvarjala sta se, da delata dan in noč, da bi upravičila svoje zahteve. Čas je tekel in radovedni cesar je v delavnico tokrat poslal še drugega zvestega svetovalca. Toda tudi ta ni videl ničesar, saj tudi ničesar ni bilo videti. Lagati moram, sicer bodo vsi mislili, da sem neumen, je sklenil in se pobral z repom med nogami. Naslednji dan se je cesar zbudil nad vse dobre volje. Odločil se je, da bo šel kar sam pogledat čudovito blago, ki sta ga ustvarila krojača. Tako je odšel iz palače v spremstvu svojega dvora, vključno z ministrom in zvestim svetovalcem.
Sami se boste lahko prepričali, vaše visočanstvo, kakšna krojaška mojstrovina nastaja, je rekel minister. Osupli boste, je še dodal svetovalec. Ko so prispeli v delavnico, je bil cesar zares presenečen. In to zato, ker ni videl ničesar. Se tudi vam zdi, da je tkanina nadvse čudovita? Ga je vprašal minister. Cesar pa je molčal kot riba in si mislil, ali sem slep kot netopir, ali pa sem najbolj neumen od vseh. Res bi bilo malce nerodno, če bi me imeli za cesarja s ptičjimi možgani. Trebuho je začutil metulje, tako zelo je bil živčen. Toda nazadnje je glasno rekel: brez besed sem ostal. To je tkanina, ki bo moje oblačilo naredila unikatno. Dvorjani so mu kot ovce drug za drugim prikimavali in hvalili čudovito tkanino ter očarljive barve. Potem pa je nekdo vzkliknil: na naslednji paradi morate nositi nova oblačila. Ob tej ideji so se vsi naježili. Noč pred parado, ki naj bi potekala na glavni mestni ulici, sta se prevaranta še vedno pretvarjala, da delata kot dve muli, krojita in šivata. Cesar in njegovi dvorjani pa so stali pod njunim oknom in kot sokoli opazovali gibanje njunih senc. Roke, ki se dvignejo, kot da nekaj držijo, sklanjanje njunih hrbtov nad okvirjem in slišali so, kako sta vzklikala: zlata ovratnica je končana. Tudi diamantni gumbi so prišiti. Odlično opravljeno delo. O tem ni nobenega dvoma, so komentirali tisti, ki so stali zunaj. Naslednje jutro so naznanili: cesarjevo novo oblačilo je pripravljeno. Cesar se je začel slačiti, dokler ni ostal v spodnjem perilu, prevaranta pa sta se pretvarjala, da ga oblačita kos za kosom. Oblačila so nadvse lahka, zato se vam bo zdelo, kot da na sebi nimate ničesar, sta rekla. Hlinila sta, da merita njegove boke, prilagajata ogrinjalo in popravljata vlečko. Izvolite, zdaj se lahko pogledate, vaše veličanstvo, sta nazadnje rekla. Cesar se je delal, da se občuduje v ogledalu. Tako sem eleganten, res sem zadovoljen. V mestu so vsi govorili samo o cesarjevih novih oblačilih. Ljudje so se zbirali na ulicah in šepetali. Samo pametni ljudje lahko vidijo cesarjeva oblačila. In zdaj se bo končno izkazalo, kdo je neumen. Ko se je cesar pojavil pred množico, so jo ljudje zavijali z očmi in komentirali. Neverjetno, kakšen čar, kako nenavadna oblačila. Naš cesar ima zares prefinjen okus. Ampak vsem je bilo jasno, da je cesar v spodnjem perilu in da sta paža držala za namišljeno vlečko. Cesar je gol! Je nenadoma vzkliknila deklica in tako odkrila, v katerem grmu tiči zajec. Odrasli so se v zadregi spogledali. Do tistega trenutka si ni nihče upal povedati resnice. Vsi so bili strahopetni kot miši. Tudi cesar je spredvidel, da je bil prevaran, a si je mislil, no, zdaj si ne morem premisliti, sicer bodo vsi mislili, da sem neumen. In tako je nečimoren cesar ob nezaupljivih pogledih svojih podanikov nadaljeval svojo parado gol, kot pravkar izvaljen ptič, ter osramočen in rdeč v obraz kot kuhan rak. Ja. Zanimivo. Ljudje so tiho opazovali cesarja med parado, ter ga celo spodbujali, čeprav je bil popolnoma gol. Res nenavadno, da nihče razen deklice ni upal ničesar reči.
Pravljica Cesarjeva nova oblačila nas uči, kako pomembno je biti iskren ter pogumen. Spodbuja k razmišljanju o resnici ter pomenu izražanja svojega lastnega mnenja. Namreč ljudje vse premalokrat odgovore poiščemo v svojem srcu. Otroci, v mojem knjižnem kotičku pa lahko prisluhnete še pravljici z naslovom Šivalnica besed, v kateri boste spoznali, kakšno moč imajo izrečene besede. Vabljeni k poslušanju. Lepo se imejte, bodite iskreni ter ostanite zvesti sami sebi. Pošiljam vam en cesarski pozdravček. Čau, čau. Ja. Zelo aktualna pravljica.